danes v Pomurskem dnevniku. Starši vrtčevskih otrok pogledali skozi kaleidoskop. 4 begunci ušli iz šotorišča. Zdravo jedro Aha Mure še petič na dražbi. Tudi pomurske občine odprle svoja vrata. Vreme jutri bo zmerno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tudi danes vas lepo pozdravljam v Pomurskem dnevniku. Najmlajši iz vrtca Murska Sobota so skupaj z vzgojitelji v gledališču Park pripravili prireditev za starše. Pokazali so, kaj vse vrtec ponuja, kaj so se naučili in ustvarili, ter kako je videti njihov dan. Skupaj z vzgojiteljico Mojco in radovedno Nežo so starši lahko pogledali skozi vrtčevski kaleidoskop in večer preživeli z otroci v vrtcu. Otroci vrtca Murska Sobota so ne le razstavili svoje izdelke, ki jih ustvarjajo v vrtcu, ampak so skupaj z vzgojiteljicami za starše pripravili tudi prireditev vrtčevski kaleidoskop, ter tako odraslim še bolje približali dogajanje v vrtcu. Vemo, da prav vsi starši želijo videti in doživeti aktivnost njihovih otrok. Glede na to, da so določene aktivnosti jih je možno izvesti v živo in jih je prav lepo pogledati, tukaj smo pa pripravili na ogled razstavo tistih obogatitvenih dejavnosti, ki potekajo, ki so ravno tako zelo pomembne, ampak jih žal zaradi procesa samega udejstvovanja otroka, ki teče skozi določen čas, ne moremo na tak način predstaviti in smo se pač odločili skozi razstavo. Otroci iz vrtca so kreativne izdelke razstavili v avli gledališča Park. Tako so obiskovalci lahko občudovali izdelke oblikovalno-tehničnega krožka, likovnega krožka, vrtnarskega in pravljičarskega krožka ter mnogih drugih zanimivih aktivnosti. Med drugim tudi likovnega krožka, katerih izdelke smo lahko videli med predstavo. Zbiramo ponavadi je tako, da se z otroki dogovorimo, najprej preberemo kakšno zgodbico ali pa tudi po domišljiji. Otroci izberejo, kakšne lutke bi jih izdelali in ponazorimo še preden začnemo, kakšne sploh obstajajo, kakšen način metode uporabljamo. Potem jim predamo lutke, da sami ustvarjajo, sami se preizkušajo. Tako na odru imamo različne kulise, ki jih tudi sami izdelamo. Dobro je za samopodobo, dobro je za govorno-jezikovni razvoj, v glavnem pri tem tudi uživajo, se vživljajo v vloge in se odidejo v svojo domišljijo. Mali ustvarjalci so tako s ponosom staršem pokazali, da vrtec ni le igra, ampak pomembno učenje in razvoj. Lahko pridejo starši in pogledajo svoje ustvarjalce, ali so to aktivni v danes, ko so zbori, plesi, ali pa preko dejavnosti, ki so se dogajale vse do zdaj, se pravi razne likovne delavnice, tehnične delavnice, ekoprojekti, v glavnem skozi vse stvari, ki se preko obogatitvenih dejavnosti dogajajo v vrtcu Murska Sobota. A zakaj je to tako pomembno? Veste, kako je, ko pustijo starši otroka zjutraj v vrtcu, pravzaprav ne vedo, vedo, jaz upam, da se vedo, da ga pustijo v varnih rokah, da bo poskrbljeno za njegovo varnost, ampak niti približno si ne predstavljajo, kako poteka dan otroka in kaj se doživi. Zdaj bo imel možnost tudi na nek način pogledati, odpreti vrata, zazreti se, tako kot smo tudi na vabilo napisali, kaleidoskop je pač tisti, ki je pisan, ki prehaja iz ene dejavnosti v drugo. Kajti čim mlajši so otroci, tem bolj so dojemljivi za vse stvari okoli njih. In prav vrtec je tisti, ki postavlja temelje. Zato so dolžni, da jim nudijo vsestranski razvoj. Otroci uživajo, vemo pa, kako se učijo predšolski otroci oziroma otroci v ranem otroštvu, da se celostno pristopijo k učenju in vse te dejavnosti so prikaz tega. In če sodimo po prikazanem, se otroci vsak dan v vrtcu naučijo nečesa novega. V studiu gostimo gospoda Romana Bozetija, direktorja Vzajemne zdravstvene zavarovalnice poslovne enote Murska Sobota, ki ga seveda lepo pozdravljam. Pozdravljeni. Torej, sedaj bodo kmalu aktualne počitnice, predvsem za pomurske šolarje. Velika večina se jih odpravi na smučišča, a vendarle ne gre tako enostavno. Malce je treba tudi paziti in poskrbeti na to, da se nam kaj zgodi. Če pa se nam kaj zgodi, pa je fajn, da imamo zavarovanje tujina. Zakaj?
Res je, zato ker marsikdo misli, da je z evropsko kartico rešen vseh skrbi, kar se zdravstvenega zavarovanja tiče, pa temu ni tako. Vzemimo primer, da gremo v Avstrijo. Vedeti moramo, da prevoz z smučišča oziroma z gora nekega ponesrečenca ali obolelega ni predmet obveznega zavarovanja, kar pomeni, da nam evropska kartica nič ne koristi. Vemo pa, da so stroški recimo helikopterskega prevoza nekega poškodovanega smučarja v Avstriji nekako okrog 5000 evrov. Ko že enkrat pridemo v bolnišnico, potem nas tudi oskrbijo, vse porihtajo, kot je treba, vse lepo in prav, ampak treba priti domov. Tudi prevoz v domovino ni predmet evropske kartice, je pa predmet našega zavarovanja tujina, kot tudi reševanje s helikopterjem. Torej, nastanejo lahko enormni stroški, ki se jih pravzaprav niti ne zavedamo. Če pa sklenemo to zavarovanje tujina, pa smo pravzaprav potem oproščeni teh stroškov, ali kako je s tem? Res je, krito je vse nujne zdravstvene storitve, ter tudi cel sklop drugih storitev je še v našem komercialnem zavarovanju tujina vključenih. Kar je pomembno vedeti je tudi, da tujino lahko koristimo tudi pri zasebnikih in ne le pri javnih zdravstvenih ustanovah. Poleg tega so v tem zavarovanju vključeni tudi, kot sem že prej povedal, prevozi obolelega, poškodovanega v domovino, tudi recimo v obveznem zavarovanju v Avstriji, s tem tudi ne v evropski kartici, ni krito reševanja iz gora, torej tudi iz smučišč, in še marsikaka doplačila niso krita v obveznem zavarovanju, ker kot tujci v neki državi smo izenačeni z domačini, kar imajo tam za doplačil, moramo doplačati tudi sami. In kot ste povedali, vzajemna tujina oziroma to zavarovanje nam pokrije vse to, nič nam ni treba participirati, tudi iz žepa nam ni treba plačevati, ampak za to poskrbi zavarovalnica. Torej, če se odpravimo v tujino brez zavarovanja, tujina je kot da bi se odpravili pravzaprav brez kovčka ali potovalne torbe. Kar pa je mogoče še zanimivo in aktualno tudi za nas Pomurce, ki živimo tukaj na stičišču Avstrije, Madžarske in Hrvaške, je pa pravzaprav to, da kakršenkoli obisk tujine nas lahko drago stane, če se nam karkoli pripeti. Drži, kakor hitro preidemo mejo, smo v drugi državi, veljajo znani zakoni. Tudi če gremo v Bad Radkersburg ali pa Lenti ali pa v Čakovec samo na kratek nakup, nikoli ne vemo, kaj se nam bo na poti ali pa tam zgodilo. Lahko se nam postane slabo, lahko se poškodujemo ali karkoli. In takoj smo že v tem začaranem krogu stroškov, o katerih sva govorila prej. Torej za Pomurce, ki živimo na stičišču treh mej oziroma ob treh mejah, je to res dobrodošlo, še posebej oblika zavarovanja, ki ga sklenemo enkrat letno in nam velja za večkratne vstope v tujino. To je vzajemna multitrip, ki ga vedno več Pomurcev tudi uporablja in so z tem zavarovanjem tudi zelo zadovoljni. No, kje pa lahko tisti zainteresirani, ki bi jih zanimalo to zavarovanje tujina, lahko prišli do več informacij, mogoče do kakšnih podrobnejših informacij, na koga se lahko obrnejo? Obrnejo se lahko na nas, torej na naše poslovalnice, Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer. Na spletni strani so vse informacije o tem, tudi preko telefonske številke 080 20 60 se te informacije da pridobiti, seveda pa vse informacije dobijo tudi pri mojih sodelavcev, ki so na terenu. Najlepša hvala za vse te odgovore in hvala, da ste nas obiskali v studiu. Prosim. V ponedeljek je v Slovenijo prispelo 516 migrantov. Od tega jih je 55 prenočilo v šotorišču Integrala v Lendavi. Vendar pa so v torek zjutraj ugotovili, da so 4 migranti pobegnili iz šotorišča. Ti 4 tujci, ki so pobegnili iz namestitvenega centra, 2 sta bila prijeta na podlagi prijave občanov na območju Kapce. Eden se je vrnil tekom dneva samostojno v namestitveni center, 4. pa policisti še iščejo. Trenutno jih je v namestitvenem centru v Lendavi 54. Gre za migrante, ki jih je Avstrija zavrnila na mejnem prehodu Špilje. Nekaj jih je zaprosilo za azil, večina pa je v postopku odstranjevanja iz države. Koliko časa bodo še v Lendavi, ni znano. V četrtek bo zdravo jedro AHA Mure že 5. na dražbi. Izklicna cena je 1,2 milijona evrov, vendar pa kupca tudi tokrat ni pričakovati. Stečajni upravitelj Stevo Radovanovič pred dražbo pravi, da resnejših interesentov tudi tokrat ni bilo. Čeprav se nekaj morebitnih kupcev še vedno zanima za nakup bodisi zdravega jedra, bodisi celote. Ali je med zainteresiranimi kupci tudi sedanji najemnik zdravega jedra in nekdanji Murin menedžer Dušan Gomboc, Radovanovič ne ve.
Najemna pogodba z Gombočevim podjetjem Arum se bo iztekla konec avgusta oziroma, ko bo zdravo jedro prodano. Po besedah sindikalistke Jolanke Horvat pa zdaj dela v Arumu 286 delavcev. Horvatova, ki je tudi prepričana, da kupce na dražbi ne bo, še pravi, da imajo dela dovolj in da plače dobivajo, vendar z zamikom oziroma v 2 obrokih, potem ko dobijo plačilo za prodane izdelke. Na 4. dražbi zdravega jedra družbe gre za poslovno celoto, ki jo sestavljajo industrijski objekt z zemljiščem, stroji in oprema ter blagovni znamki Mura in E-Mura, je bil septembra Radovanović pripravljen izklicno ceno, ki je bila 2,3 milijona evrov, spustiti na 1,55 milijona evrov, kar je le malo nad likvidacijsko ceno. Za nižjo ceno je moral dobiti soglasje sodišča in upniškega odbora. Po nekaterih občinah je danes potekal dan odprtih vrat, v okviru katerih so lahko občani in mediji obiskali občine in si ogledali nekatere pridobitve, se informirali o načrtih in podali svoje predloge k oblikovanju skupnega lokalnega okolja. Akciji Dan odprtih vrat so se pridružile tudi pomurske občine Gornja Radgona, Razkrižje, Črenšovci, Moravske Toplice in Ljutomer, so navedli v skupnosti občin Slovenije na svoji spletni strani. Večinoma so obiskovalcem predstavili večje investicijske projekte, ki so jih v občini zaključili lani oziroma v začetku letošnjega leta, kot so čistilne naprave, energetsko obnovljeni vrtci in osnovne šole. V več občinah so si župani vzeli čas in občanom oziroma obiskovalcem pojasnili, kakšni so njihovi načrti tudi za v prihodnje. Vremenska slika se v prihodnjih dneh ne bo bistveno spremenila. Pa si poglejmo. Danes smo imeli oblačen dan s padavinami in temperaturami okrog 7 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili stopinjo nad lediščem, v Lendavi 5, Murski Soboti 3 in v Radencih stopinjo manj. Jutri bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bo občasno deževalo. Najnižja jutranja temperatura v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru 2 stopinji nad ničlo, dnevne pa se bodo gibale okrog 6 stopinj. V petek in soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v petek bo ponekod na Notranjskem in severnem Primorskem občasno rahlo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med ničlo in 6 stopinjami, popoldan pa med 6 in 12. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši prenovljeni spletni strani tvidea.si. Ostanite v naši družbi še naprej in se vidimo znova jutri. Nasvidenje.